Gospod minister, na današnji seji upravnega odbora na Gospodarski zbornici Slovenije ste ob predstavitvi dolgoročnega pogleda na infrastrukturo predvsem izpostavili pametno tehnologijo. Kaj to prinaša slovenskim podjetjem? No, najprej se moram zahvaliti za povabilo in sem vesel, da sem lahko del in da lahko določene svoje poglede in tisto, kar na ministrstvo delamo, prenesem tudi na zbornico. Pri pametnih tehnologijah predvsem imamo dva aspekta. Eno je področje energetike, torej na področju energetike trendi v svetu in tle tudi mislim, da bi Slovenija morala slediti, je predvsem usmerjeno v smislu pametnih tehnologij na področju števcev, na področju prenosnih poti in pa na področju pametnih mest, kjer pa dejansko se potem prepletajo tehnologije iz področja energetike in pa iz področja prometa. In v Sloveniji smo zelo veliko v preteklosti investirali, mislim, da smo kar uspešno avtocestne križe postavili, morda so bile pa malce zanemarjene tehnologije in tle predvsem v smislu vodenja prometa je pomembno, da Slovenija tudi v tem področju investira in na tem področju seveda slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme, ki se ukvarjajo z razvojem strojne opreme, da svoje znanje unovčijo in da potem to znanje in te izkušnje prenesejo tudi na evropske trge. Minister Omerzel je danes na Gospodarski zbornici Slovenije pri predstavitvi dolgoročne vizije infrastrukture izpostavil tudi pametne tehnologije. Se vam to zdi prava pot? Ja, to je prava pot zato, ker na tem področju slovensko gospodarstvo, slovenski gospodarski prostor ima svoje lastne rešitve, ki jih lahko ponuja tudi mednarodnim trgom. Kontekst, v katerem je to pomembno, so domače investicije, ki bi morale biti v službi referenčnih projektov za domače rešitve za ponujene na drugih trgih. Tako da investicije v infrastrukturo, v energetiki in v pametnih okoljih morajo zasledovati ta pomemben cilj, da ustvarjajo priložnost za domače ponudnike, da sodelujejo, da na njih dorazvijajo oziroma uveljavijo svoje tehnologije in s tem dobijo reference za delo na drugih trgih. Kaj je projekt 3D Slovenija? Projekt 3D Slovenija je zaenkrat še delovno ime znotraj ministrstva. Dolgoročni cilj samega projekta je, da imamo na koncu res digitalizirano Slovenijo, da imamo vse objekte umeščene v prostor, tiste, ki se na novo rišejo, kot tiste, ki že obstajajo v tridimenzionalni tehniki in da so res vsi detajli in vse podatkovne baze do podrobnosti definirane. Kaj lahko prinese slovenskim podjetjem? Dolgoročno jaz verjamem, da z tem pristopom, z podporo našega ministrstva in slovenske vlade bi lahko v Sloveniji zgenerirali bazo znanja, kadra, ki bi na osnovi domačih izkušenj potem lahko uspešno konkurirali na podobnih projektih v Evropi in s tem seveda izvažali tisto, kar Slovenija dolgoročno mora delati, izvažali znanje. Minister Omerzel je danes govoril o projektu 3D Slovenija. Se vam to zdi prava pot? No, to je sigurno en del širših rešitev v družbi, da razvijamo tehnologijo in način delovanja družbe. Glede na to, da delujem v inženirski firmi, ki se ukvarja s projektiranjem, tehničnim svetovanjem, lahko absolutno podprem tako pot. Moram povedati, da v Sloveniji delno že imamo uvedeno tridimenzionalno projektiranje, ni pa seveda to še standard dela in da bo zato, da se to postavi kot standard dela, seveda treba še veliko energije in sredstev vložiti.